Dobro, včeraj smo zaključili s Kefeljem, ki sodi v katero literarno obdobje? Moderne, ja. In v moderno sodi tudi Ivan Cankar, ki velja za našega največjega pisatelja in dramatika. Njegova najbolj znana dela, romane, drame, boste spoznali v srednji šoli. Mi se bomo pa zdaj posvetili njegovim otroškim spominom, ki jih je strnil v zbirki črtic Moje življenje. Dajte, no, učiteljica, nas ne zanima njegov življenje, nas zanima naš življenje. Nedavno je Slovenska matica razpošiljala po naših krajih formular, na katerega naj bi ljudje napisali poglavitne zanimivosti svojega življenja in nehanja. Domislil sem se, da je v mojem življenju marsikatera dogodivščina spomina vredna. Mi otroci, kolikor nas je bilo, smo se igrali na vrhu pri Sveti Trojici. Podvečer je bilo, sonce je sijalo milo in toplo, kakor sam Božji blagoslov. Malo kdaj sem študiral v svojem življenju, ali tako bogate in koristne učenosti, kakor jo daje svojim učencem 11. šola pod mostom, nisem zadobil nikjer. Kaj zdaj pobe, kak je delamo? Nič malo se v šoli pogovarjamo, cijene. Ja, odlično, no, tako sem se zdaj spomnil. Da imamo mi en trank, pa kaj ste prišli pomagati. Je pa lahko, itak nimamo se nič za učiti. Hvala, pa pojmo. Evo, pobje, zdaj pa tole našem zlato podeli pokaz. Evo, Peter je rdeča, ki ti lepo stoji v današnji barvi. Martin, ti tole, kaj je tvoje velikosti, a Jaš, ti pa tole, kaj je to tvoje velikosti. Evo, zdaj pa najmo časno zdaj, jaz si Peter. Evo, zdaj grem pa jaz naprej. Pa lepo za mnogo Peter. Evo, pobje, to je to. Zdaj pa dok odvoram pogled seže, ne treba pa kast. Saj ti se zajmavaš, a ne? Jaz se več ne zajbavam, sam ne jokat. Lej, vas pridem čez 1 uro poljet. Ajde, marš na delo. Kaj je zdaj to? A se bo delal ali se vsem sedel? Madonna, čizo se sem sam, daj pite nekam. Ne vem, če se otroci po naših krajih še pogovarjajo. Mi smo se. Nobena še tako bučna igra nam ni dala toliko čiste, globoke, skrivnostno svete radosti, kakor tisto pogovarjanje. Na vse zgodaj sem občutil in izkusil žensko zapeljivost in njeno izdajalsko hinavščino. Sama sva bila v sobi s sestro Lino, sama sva bila v sobi, pogledala me je in rekla, da bi zdaj ne imela tisti pehar, da bi ga, sem vzdihnil. Zakaj ga pač ne bi imela, je rekla tišje. Veš, koliko je mene strah za slovo, ki pišemo? Jaz nič ne znam.
Pa kdaj piše? Čez 2 dni, a nič ne veš, bi se imela test naprej. Kaj ga pa ne bi imela? Preselil sem se pod streho v seno. Poslal sem si pred vrata v klanec, pa sem si postavil mizo. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Nekoč sem si zaželel črne kave. No, Walter, a bo? Učiteljica, kaj ne bi. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Sosed je imel pred hišo visoko skladovnico na pol obtesanih hlodov. To so bile slavne mesarjeve klade, naša radost in naše hrepenenje. Plezali smo po njih, se lovili, se prevračali in padali, sonce se je smejalo našemu veselju. Ko je opazila, kako je bila razdalja med njo in vozom zmerno večja, jo je obšel iznova strah, da bi pozabili nanjo in bi jo pustili zadaj. Začela je klicati, toda glas je bil šibak in hripav in ker je voz ropotal, je pač niso mogli slišati. Zdaj hodim na to sveto Božjo pot. Tudi nocoj, o mati, ob tej uri, ko so se že vse noči razgrnile nad menoj, prihajam k tebi. Daj mi svoj blagoslov.